seznanili med seboj in bomo lahko kar hitro vstopili v razpravo. Vse vas res lepo pozdravljam. Vidim mnogo znanih obrazov, nekaj tudi novih, pomeni, da se novice o pogovornih večerih v zbornici berejo, širijo in da ste prišli in je to en dober znak. So me pa kolegi upozorili, da se jutri začenja pediatrični kongres in da je morda zaradi tega tukaj nekoliko manj sodelujočih, kot bi bilo sicer. Ampak zdaj smo tukaj, kjer smo in jaz mislim, da lahko s tem pogovorom začnemo. Moji sogovorniki danes so Šnafer Odlene, profesor dr. Rok Oreh, pediatrične klinike. Bi rekli to pediatrični gastroenterolog ali nekaj takega. Ja sem prav povedala? Odlično. Potem je kolegica Špela Vinderš-Špelič, ki je pa iz Maribora in s katero že kakšno leto dni sodelujemo pri tem, da bi povečali delež precepljenosti med otroci in smo pri tem, kot so pokazali neke številke, že kar uspešni, tako da je pa predstavnica sekcije primarnih pediatrov, kako se vam reče, pomeni, da delate v primarnem zdravstvu, tako. Potem desno od mene je profesor dr. Nataša Fidler-Mis, ona je pa univerzitetno diplomirana inženirka živilstva, živilske tehnologije in prihaja iz pediatrične klinike, tudi iz kliničnega oddelka iz istega kot profesor Oreh. No in na koncu še magister Mile Židanik, ki je pa specialist psihiatrije in ki je pravzaprav, bi rekla, seme tega današnjega pogovora. To seme je zasejal že pred mnogimi leti, mogoče bo tudi povedal sam, kdaj in kako, torej verjetno do tega pogovora ne bi prišlo, če se nekateri kolegi ne bi spotaknili ob njegovo propagiranje veganstva. Jaz mislim, da je prav, da povem tudi svoj konflikt interesov. Sama sem več kot 25 let vegetarijanka, kar pomeni, da v tem času nisem jedla mesa, niti mesnih izdelkov in sem se naučila, da ljudje mislijo, da pršut ni meso in da tudi ribe niso meso, ampak zdaj počasih malo poučujem tudi na to temo, da se izživejo precej. Imam pa sina, ki je tudi tukaj profesor Nataša Fidler-Mis, po izobrazbi, po načinu prehrane sta pa oba snaho vegana. In imam 3 vnuke, se pravi, ta 2 vegana sta starša teh 3 vnukov, ki pa so za zdaj še vse jedi. In jim seveda pustijo, da jejo tisto, kar si sami izberejo. Tako da, hočem reči, obstaja nek konflikt interesov, da ga naprej povem, če bo kakšna stvar mogoče malo vlekla stran od mesa, da se ve, da je to nekako moj življenjski pogled oziroma način prehranjevanja, brez neke filozofske podstati, če bomo v teku današnje razprave do tega prišli. Kar izvolite, najte prazne prostore in bomo nadaljevali. Zdaj, današnji pogovor zvečer, vidim, da se nam dvoranca fino polne, sem si zamislila tako, da bi, mogoče še to, kolega Židanika smo torej dobili v obravnavo kot zdravnika, ki propagira veganstvo na mogoče zdravniku neprimeren način in ga je obravnaval naš odbor za pravno-etična vprašanja po tej prijavi. Potem je odbor povabil vas, naslednjič je povabil profesor in pa smo rekli, da je pa tako zanimivo, da se dajmo mi tukaj zbrati pa kakšno reči. In to je zdaj ta večer in jaz bom dejansko prosila sogovornike, da vsak pove nekaj o temi, o kateri bo danes razprava. Jaz bi rada ta začetni del omejila na nekaj minut,
in tako kot je profesor Rol predlagal, da bi bilo čim več vprašanj, interaktivnega sodelovanja in zato je skoraj nujno, da smo mi v svojih delih kratki in jaz se bom tukaj ustavila, imam še nekaj gradiv, bom malo pokukala noter, če bo treba. Zdaj bi pa res dala besedo in sicer kar po tem vrstnem redu, kakor ste vstopali v to našo prireditev, tako da kolega Židanik, beseda je vaša, jaz bom gledala pa na uro, prav. Koliko časa pa imam? Ja, rečemo 3 minute, pa mogoče še eno podaljšanje. Ok. Moja misel je, da je veganstvo ni dieta, način prehranjevanja, ampak gre za etični odnos do sebe, do ljudi, do sveta. Gre za eno odgovornost, gre za osnovni etični standard. Gre za to, da če mi gremo iz sebe ven, pa nehamo biti ljudje, pa postanemo zemljani, potem pridemo do tega, da je prav, da damo drugim zemljanom ravno tak pravico do življenja, kot jo imamo sami, pravico do virov, se pravi do hrane, do vode, do prostora na tej zemlji. Se pravi, jaz imam ravno toliko pravica do življenja od enega pujsa, od ene kure ali od enega jagenčka. Hkrati je to prehrana, ko govorimo o prehrani, ki je najbolj zdrava, tako kažejo raziskave, tako kažejo članki v zdravniških revijah. Ve se, da hrana živalskega izvora s sabo prinaša veliko strupov, ki se nalagajo v maščobah, v mesu, v ribah. Ve se tudi, da ljudje, ki delajo v mesno-predelovalni industriji, da je pri njih dosti več raka, dosti več alkoholizma, nasilja med 4 stenami, se pravi, da mi s tem, ko uživamo hrano živalskega izvora, povzročamo slabo tudi ljudem. Ve se, da zaradi živinoreja ima večji vpliv na klimatske spremembe kot celoten promet na celem svetu. In je preprosto neodgovorno ne biti pozoren na te spremembe, ker zaradi klimatskih sprememb, vemo, bojo prišli klimatski begunci, projekcije kažejo do leta 2050 bo 1/4 milijarde klimatskih beguncev in vemo, kaj to za Evropo pomeni. Zaradi živinoreje izginja deževni gozd, izginja pestrost, tako flore kot favne. Nam je v času mojega življenja, se pravi od leta 70 do danes, je uspelo človeštvu pobiti 58 oziroma izriniti 58% prosto živečih živali. In to je seveda še vprašanje lakote na svetu. Če bi na celem svetu je samo 1,5 milijarde goveda, taka velika čreda. In če bi mi samo to čredo ukinili in na prostoru, kjer raste hrana za te živali, posadili koruzo za prehrano ljudi, bi prehranili čez 8 milijard ljudi in bi ukinili, preprečili lakoto. Če bi mi postali vegetarijanci v Evropi, bi prehranili do 40% pitne vode. To pomeni, da je odgovornost na nas, da razmišljamo o tej problematiki, razmišljamo o vplivu, ki ga ima naš krožnik na zemljo, na druge ljudi in na živali in da se vprašamo, na kak način želimo, da bo ta svet šel naprej. Ali v eni spirali nasilja, kamor gre danes, ali pa v kakšno boljšo smer. In o tem se tudi pogovarjam. Skratka, to o veganstvu, problem pa je v šolah, to je bila moja želja, da bi naši otroci se lahko prehranjevali tudi vegansko v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah, ker danes je sistem takšen, da se otroci morajo prehranjevati z hrano živalskega izvora, sicer morajo imeti potrdilo od zdravnika, da so do tega upravičeni. Se pravi, da se iz naših otrok v bistvu dela bolnike, ker moramo hoditi z zdravniškimi spričevali, da se nam
omogoči v šoli enakopravni odnos, se pravi, da imajo lahko naši otroci tudi prehrano znotraj. Naš mislite veganske starše? Veganske starše, Tako. ja. Tako. Dobro, hvala za te uvodne besede, profesor Oler. Ampak jaz sem zadnji na odstopu, ampak vseeno. Niste zadnji na to? Nisem? V redu. No, jaz bi pa tako mogoče eno vprašanje zastavil vsem. Ne? Najprej mi povejte, odgovor je to, ali mislite, da se lahko človek, ki se prehranjuje z mešano prehrano, to se pravi, ki je tako rastlinsko kot živalsko prehrano, prehranjuje zdravo. Ne ali se vsi, ki tako jejo, ampak ali se lahko. Kdo misli, da ja, prosim, dvigni roko. Pa vi si mislite, da ne. V redu. Ali se lahko človek, ki se prehranjuje na veganski način, prehranjuje zdravo? Kdo si misli, da ja, naj dvigne roko? Predvsej manj rok dvignenih, ok. Tretje vprašanje je pa malo provokativen. Ali mislite, da se lahko človek, ki se na dolgi rok prehranjuje z totalno enteralno prehrano, ki jo izdela farmacevtska industrija, prehranjuje zdravo? Dve roki. Kot profesor si dovolim, da povem pravilne odgovore. Vsi tri odgovori so ja. To se pravi, na vse tri načine se človek lahko prehranjuje zdravo. Naslednji sklop vprašanja je bilo vprašanje o učinkovitosti, da rečemo. Naslednji krog vprašanj je pa krog o varnosti. Kaj mislite, katera od teh vrst, ali pa če naredimo rang listo prehrani, ki smo jih zdaj povedali, ima najmanj možnosti, da bo človek na dolgi rok zapadel v neka nesorazmerja prehranskega vnosa makro in mikrohranil. Kdo si misli, da je to mešana prehrana, naj prosim dvigne roko. Lahko ponovite vprašanje? Ja, meni smo tri vrste, mešano, klasično mešano prehrano. To je tisto, ki greš k čadu, pa še prebranc pa čebulo, zraven mešanega na žaru poješ. Potem imamo vegansko prehrano pod dva in tretje imamo totalno enteralno prehrano, dedicated formule, narejene strani farmacevtske industrije za dolgoročno uporabo prehrano ljudi. Kaj mislite, katera ali pa pol vrsti, pri kateri hrani je tveganje, da bo pri prehrani na dolgi rok nastalo kakšno pomanjkanje ali višek makro ali mikrohranil, ki bo škodoval zdravju? Kdo misli, da je to mešana prehrana? Lahko eno vprašanje? Ja. Kam spada svinec, nikelj, živo srebro, V mešano prehrano. barvila? Vse omenjene variante imajo to noter. To se pravi, in živalska, in rastlinska, in mešana, in veganska, obojnih imajo neki noter. Ampak načeloma, jaz bolj malo ljudi poznam, ki nikelj jejo, no, tako namenoma. To se pravi, mešano prehrano sem slišal, videl je 3-4 roke. Kdo misli, da je veganska tista, ki je najbolj varna? Vi? Kdo misli, da je Kdo misli, da je enteralna formula najbolj varna na dolgi rok? No, pravilno odgovor je enteralna formula. Zaradi tega, ker je vse najboljš preračunano in je dejansko vnos tak, ki ga načeloma ljudje rabijo. To mogoče je zanimivo, da kot en razmislek, da pravzaprav vidimo, da se lahko ljudje na zelo različne načine prehranijo, sistem pravzaprav zagotovijo zdravje in da se lahko pravzaprav pri vsaki od teh prehran prehranjuješ tudi nezdravo. No? Zdaj, druga stvar, seveda, vi ste povedali pravzaprav en lep filozofski sistem. Veganstvo je pravzaprav način razmišljanja, ni samo način prehrane. In veliko tega, kar ste vi povedali, pravzaprav mi je zelo všeč in se s tem strinjam. Ampak vendarle, vse to je talk show, mora biti malo provokativen. In v tem talk showu jaz zmeraj, tudi kadar predavam, razmišljam pravzaprav o bioloških osnovah. In biološke osnove so pravzaprav človek kot živalska vrsta. Jaz se pa ne izvzamem nad vse ostale živali, ampak smo pač verjetno najbolj uspešna žival na tem svetu, vsaj trenutno. In če gledamo dober milijon pa pol
let razvoja človeške vrste, ne, kaj je ta žival jedla, ne, to sta 1,5 milijona let. Bila je vse jeda žival. Zdaj, kaj je čisto na začetku tisto pičnjak bil, ki je prvi z drevesa zlezel in s katerega človek ratu, ne vemo. Ne. Ampak vemo pa že zelo, zelo dolgo, je to pač žival, ki je bila na mešani prehrani. Pravzaprav do pred približno 10.000 let, ko so ljudje začeli gojiti žita, ko so začeli nekatere gomoljnice gojiti, se z živili rastlinskega izvora niti kaloričnih potreb človeka ni dalo pokriti. To je prav 10.000 let nazaj je prvi pogoj, da bi sploh lahko kdo postal resno vegetarijanc ali pa vegan, recimo, bil ustvarjen. To je stališča razvoja vrste strašno kratko obdobje. Ne? Zdaj mi vemo, da se naravni izbor smo se vsi učili, ne? V osnovni pa srednji šoli. In se načeloma vrsta oblikuje, fenotipsko oblikuje po svojem okolju, geni slabi, ki niso koristni za to okolje, se izločajo, tisti, ki so bolj koristni, se ohranjajo in da prav do nekih velikih genetskih sprememb v kratkem obdobju priti ne more. Bolj ko obstaja neskladje med našim genotipom in fenotipom, kakor živimo, večja je možnost, da izbruhnejo bolezni. Zdaj, genotipsko smo pač narejeni kot vse jeda vrsta, nič ne moramo tukaj pomagati, tudi če bi radi bili iz moralno-etičnih načel drugačni. Če pogledamo, kako so narejena naša prebavila, če primerjamo ta prebavila z prebavili rastlinojedih živali, če primerjamo ta prebavila z prebavili vsejedih živali, če primerjamo ta prebavila s prebavili mesojedih živali, je odgovor jasen. Narejena so kot prebavila vsejedih živali. Vsejede živali nimajo take kapacitete procesiranja rastlinske hrane, ne morejo iz nje potegniti vsega, kar lahko potegnejo rastlinojede živali. To so pač fiziološka dejstva. Zdaj, koliko imamo pa mi variabilnosti, koliko imamo mi tolerance, koliko lahko neki epigenetski dejavniki, to se pravi sprotna prilagodljivost, očitno veliko, ne? Ker če ne bi bilo tega veliko, potem bi mi rekli, bi hudo bilo, če boste začeli psa hraniti, a ne vegetarijansko, ne vem, če bo 2 leti dočakal, oziroma vegansko. Če boste mačka, enako, ne? Profesor, vas lahko vzim čas? Ja, absolutno. Zdaj, ko pa smo na etičnem, bi pa jaz se vprašal nekaj, ne? Ok, recimo, da bi ljudje postali rastlinojedi in ne bi ubijali več drugih živali, se strinjam, bilo bi lepo. Ampak kaj pa naredili z vsemi ostalimi mesojedimi živalmi? Konec koncev je narava taka, ene živali pač druge živali jejo. Zdaj, to je pač samo razmišljanje. Hvala. Če hočemo iti v debato, moramo dati besedo še drugim. Tako da bi mogoče nekaj o vrstah prehrane povedala profesor dr. Nataša Fidler-Mis, potem bomo pa šli na temo, ki je pravzaprav srčika današnje razprave na pediatriji. Tako da izvolite nam predstaviti malo te vrste prehrane. Ja, pač osnova je mešana prehrana, potem imamo pa, če gledamo vegetarijansko prehrano, imamo pa 9 različnih stopenj te vegetarijanske prehrane. Lahko so delni vegetarijanci, to pomeni tisti, ki manj kot enkrat na mesec uživajo meso ali ribe. Potem so lahko pesko vegetarijanci, se pravi tisti, ki uživajo ribe. Potem so lahko v bistvu vegetarijanci, ki uživajo perutnino. Potem so lakto-ovo, to pomeni, da uživajo in mleko in jajca, ne uživajo pa rib in mesa. Potem so lahko samo lakto, se pravi, da uživajo mleko in mlečne izdelke, ovo vegetarijanci. Potem pa pridemo že do veganske prehrane. Potem tudi zelo stroga je makrobiotična prehrana, še bolj stroga so pa frutarijanci, ki pa uživajo samo sadje in sadeže. Tako da ni pravilno, da se zdaj vse vrste vegetarijanske prehrane meče v en koš. To bi rada opozorila. Potem zdaj mogoče samo en vidik, recimo, če pogledamo prehrano otrok v Sloveniji,
Veliko študijo imamo o prehrani mladostnikov v Sloveniji in zdaj kaj se je pokazalo? Pokazalo se je, da v bistvu samo 10% populacije uživa zadostne količine zelenjave in mesa, 90% pač zelenjave in sadja, 90% pa zaužijo premale količine, tako da to je ta največja skrb, hkrati zaužijejo preveč mesa in mesnih izdelkov in pa seveda 3-krat prevelike količine sladkorja, zlasti sladkorja v tekoči obliki. Tako da, če gledamo tako, je glaven ta velik problem je to, da pač premalo zelenjave in sadja uživajo tudi tisti, ki se prehranjujejo s to priporočeno vse jedo prehrano, pač mešano prehrano. Zdaj mogoče, če še drug vidik pogledamo, recimo, če pa pogledamo prehrano dojenčkov, jaz sem bila tukaj soavtorica teh novih evropskih priporočil za prehrano dojenčkov in za uvajanje mešane prehrane v okviru Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko. In pač mi smo naredili pregled študij in zdaj jasno je, da ni randomiziranih, dvojno slepih, s placebo kontroliranih študij, ki bi bile upravljene na dojenčkih oziroma otrocih do starosti 1 leta ali pa tudi malčkih, kjer bi lahko zdaj res točno videli, kakšen je učinek recimo veganske prehrane. Tako da v bistvu se ta priporočila v bistvu zdaj temeljijo pač na tem, da smo pač kot konsens je sprejeto, da pač manjši kot je otrok in večja kot je omejitev teh živil v prehrani, večje je tveganje. To pomeni, da je veganska prehrana za dojenčke seveda tveganje in ne morejo pokriti potrebe po vseh hranilih, zlasti B12, železo in pa cink je potrebno dodajati, medtem ko vitamin D se pa dodaja pri vseh dojenčkih in pa vitamin K dobijo v rojstvu tudi vsi dojenčki. No in potem je tudi podobno stališče pač slovenskih pediatrov, da pač pri dojenčkih in malčkih je to in celo otrocih je to lahko zelo delikatno veganska prehrana. Teoretično se jo pa da pač z ustreznimi dodatki in z dopolnili in pa morajo biti pač ti otroci redno spremljani s strani dietetika in s strani zdravnika. Potem delikatne so tudi nosečnice in doječe mame, če se tako prehranjujejo. Zdaj... To je to, hvala. Ja, to bi bilo zdaj tako na kratko. Ja. No, zdaj pa sem res vesela, da je z nami tudi dr. Špela Žnidaršič-Relič. Ona je pa človek prvega stika z otroci in njihovimi starši. In tukaj je ta izpostavljenost, kako najti povezavo med temi družinami, rečemo, in šolskim ali pa izobraževalnim sistemom največja. Tu je tista zgodba, ki jo lahko beremo na forumih, da če hoče, da bo otrok dobil, tako kot ste vi rekel, hrano, ki je skladna z domačim načinom prehranjevanja, da rečem najbolj splošno, potem nekatere šole zahtevajo potrdilo od zdravnika. In seveda potrdilo od zdravnika pa je, kako bo povedala kolegica, pa seveda zdravniško potrdilo, ni potrdilo verske skupnosti ali pa filozofskega prepričanja. In jaz bi prosila, da nam pojasnite, kaj je s temi priporočili, kako naj bi se uporabljala in kje vi vidite morebitne pasti ali pa zlorabe, ko se o tem pogovarjamo. Izvolite. Lepo pozdravljeni, drage kolegice in kolegi. Jaz sem z veseljem prišla predstaviti tudi naše aktivnosti na področju priprave priporočil za medicinsko indicirane diete, ki smo jih pravkar izdali in sprejeli za uporabo vseh zdravnikov. Namreč pojavil se je velik problem zaradi vse večjega pojavljanja tako medicinsko indiciranih diet pri otrocih, kot tudi zahtev staršev po dietah, ki nimajo zdravstvene indikacije. In zato je prišlo do vse večjih pritiskov tako na zdravnike, ki bi naj pisali ta priporočila na podlagi različnih verskih, filozofskih prepričanj, na podlagi alternativnih zdravilcev, na podlagi preiskav iz bioresonančnih laboratorijev, na podlagi IgG
teh Izvidov. izvidov. Tako da smo bili priča res prevelikemu številu otrok v šolah in vrtcih, ki so zahtevali dietno prehrano. Mi vemo, da po zakonu o šolski prehrani malico, topel obrok v šolah zagotavlja država. Vse ostale prehrane, to je zajtrk, kosilo, popoldanska malica, so samo ponudba, ki jo šola na račun dobre oskrbe prehrane otrok zagotavlja, niso pa obvezne ponuditi. Prav tako je tudi z dietami. Dieta ni obvezna za šole in vrtce, temveč jo dajo v skladu s svojimi zmožnostmi. To zakon o šolski prehrani zapiše jasno. Torej, tam, kjer je ta dieta zdravstveno, medicinsko utemeljena, se vsi strinjamo, da se želimo, da bi šole in vrtci to dietno prehrano tudi ponujali. Zaradi tako obsežnega števila otrok, ki pa so dobili te diete tudi na podlagi pogovora in dogovora s šolami, ker šole in vrtci so prišli nasproti staršem in jim tudi omogočali, tako da obstajajo šole in vrtci, kjer omogočajo tako vegetarijansko prehrano, kot večina šol tudi prehrano zaradi verskih razlogov, tako da imamo, jaz lahko za Maribor povem, da imamo šolo, kjer je 35% otrok na prehrani brez svinjine zaradi verskih razlogov. Torej imamo šole, kjer res grejo nasproti staršem in kuhajo izrazito po njihovih željah. Torej ta trditev, da morajo in zahtevajo potrdilo zdravnika, ne drži. Seveda je pa zdaj problem v šolah in vrtcih ta, da je zahteva vseh staršev, ki želijo a la carte menije, praktično prevelika za kapacitete, ki jih imamo. Vemo, da smo za vzor številnim razvitim državam po urejenosti sistema, da ponujamo hrano v okviru države, torej tudi subvencionirane strani države in da jo pripravljajo ali pa prinašajo pač v šolah. Marsikje v razvitih državah si morajo prinašati hrano in kupovati otroci sami. Tudi na Nizozemskem, skandinavskih deželah je prehrana stvar urejanja staršev in ne šole in vrtcev, tako kot je pri nas to zelo lepo urejeno. In zdaj s temi zahtevami staršev, preobsežnimi, številčnimi zahtevami za urejanje diet, ne uspemo zagotoviti dietne prehrane za tiste otroke, ki pa jo nujno potrebujejo. Ti otroci, ki imajo zdravstveno indikacijo, naprimer anafilaktično reakcijo po zaužitju kravjega mleka, arašidov ali česarkoli, so vitalno odvisni od priprave takšne hrane, ki je zelo zahtevna. In če imajo v skupini, naprimer 15 otrok, 9 otrok z dietami, je tudi nevarnost za pojav zapleta oziroma neprevidnosti ali napačnega delitve obroka bistveno večja. Torej moramo mi kot pediatri ščititi najranljivejšo populacijo otrok, ki potrebujejo, ali pa recimo celiakija, ki je prav tako zelo pomembna dieta brez glutena za razvoj vseh zapletov, če se ne upošteva. Pri drugih otrocih pa vemo, da je zdaj moderno zaradi različnih vzornikov in forumov, da jejo in zahtevajo pri zdravniku dieto brez glutena na podlagi njihovega prepričanja. Nobenih argumentov, nobenih zdravstvenih težav, ampak zato, ker je Novak Djokovic zmagovalec v tenisu in je njegov način prehranjevanja opevan in je Lady Gaga vzornica vsem mladostnicam in je to takšna moda, ki nima medicinske, nobene zdravstvene potrebe, da jo upoštevamo, starši
pa pridejo do nas in zahtevajo te diete. Prav tako so ti moderni laboratoriji, ki obljubljajo najboljše in najučinkovitejše zdravstvene usluge, izmerijo IgG, ki vemo, da izmerijo to in dokažejo samo senzibilizacijo, ne pa tudi realnega problema. In s temi izvidi prihajajo do zdravnikov z dieto, ki so jo že zdavnaj uvedli otroku, popolnoma brez težav. Lahko je otrok zdrav, pa grejo na testiranja, ki mu pokaže 10-15 živil, ki jih ne smejo upoštevati in dajo otroka in potem zahtevajo tudi v šolah enako zelo strogo, zelo omejevalno dieto, ki je lahko zelo škodljiva. Da ne govorimo o tem, kako je otrok v stiski zaradi izogibanja in upoštevanja vseh teh omejitev. Na to vse smo mi bili pozorni, ugotovili, da je to velik problem, ki ga imamo tako pediatri, predvsem otroci, ki morajo potem te diete upoštevati, pa tudi šole, ki morajo te diete zagotavljati. In smo se odločili, da pripravimo priporočila za to, da naredimo in uredimo tako, da je v korist otrok, ki te medicinsko indicirane diete dejansko potrebujejo. In jaz res apeliram na vse, da se teh priporočil držimo in mi si bomo prizadevali z izobraževanje. Zaenkrat so to priporočila, ki še niso v smernicah, da bodo sprejeta v smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, da bi to res postala ta enoten obrazec edini, ki bi ga upoštevali v šolah in se ne bi dogajale zlorabe ali pa tudi strani zdravnikov pač podleganja pritiskom staršev, da pišejo na račun njihovih želja in ostalih prepričanj potrdila, ki niso za medicinsko indicirane diete, ker žal se je to prevelikokrat tudi dogajalo. Starši so zamenjali zdravnika zato, da so prišli do tistega, ki jim je napisal to dieto, ki so jo sami indicirali. Hvala. Mislim, da smo v predvidenem časovnem okviru naredili ta prvi krog in preden odprem možnosti za vaše vprašanje, samo en majhen izziv. V ameriški zvezni državi Kalifornije so pred kratkim sprejeli zakon, ki velja seveda zaenkrat samo ta, ki pravi, da so bolnišnice dolžne zagotoviti, se pravi, ta zakon guarantees patient a healthful plant-based diet option in every meal. Se pravi, da so bolnišnice dolžne zagotoviti ob vsakem obroku na rastlinah temelječo prehrano. Se pravi, ne da morajo, ampak biti samo na tem, ampak morate biti vsaj 2 obroka. To se mi zdi taka dosti pragmatična rešitev, to je vezano tudi v zaporih, ampak mi ne govorimo o enih drugih lokacijah. Ne. To se mi zdi zelo taka ameriško pragmatična rešitev z najmanj komplikacijami, torej obe vrsti prehrane naj bosta na razpolago in potem dejansko se lahko vsak odloči, seveda najbrž naprej sporoči. In če greš kot pacient v neko bolnišnico v Sloveniji, tudi lahko poveš, kakšno hrano boš imel. Ne? Oziroma ta te vpraša, kakšno prehrano, imate kakšno dieto, ne, ali imate kakšne prehranske želje, to pa imate vegetarijansko prehrano. Ne? Pa mi je pa moj soprog v kliničnem centru rekel, da je vedno več, seveda tisti, ki reče, da bo jedli vegetarijansko, potem pa pridiši nek mesni obrok, ne, in so slabe volje, ker sosed na sosednji postelji ima pa nek dišič golaž ali pa ne vem, nekaj takega, oni imajo pa samo žgance in hoče pa prešvaltati nazaj na navadno. To so take anekdotične zgodbe, torej pragmatična rešitev, ki so jo v Kaliforniji uzakonili za bolnišnice in zapore, je eden od možnih načinov reševanja,
Kar se tiče pa šol, je pa zanimivo, seveda zakon jih temu ne sili in to, kar je, bom rekla tako, izziv, da je odločitev o tem, ali bodo ponudili vegansko, pa brezmesno, rečemo tako, hrano otrokom kot možnost stvar ravnateljev oziroma vodstva šol. Tako da, in nekatera vodstva šol to brez komplikacij naredi, to ponudijo, nekateri se pa sklicujejo na smernice, na priporočila, na zahtevo po izvidih, ne, kar pa nima zakonske utemeljitve. Ne. Ta je samo za, rečemo, zdravstveno predpisane diete. Tako to je zdaj izziv in odpiram možnost za sodelovanje med vami, kakšno uro se bomo pogovarjali, tako da kdo bo prvi, ki bo kaj povedal, vprašal, komentiral, koga od nas izzval. Tale list sem natisnila, naj gre okrog, da boste videli, je pa to bil predlog Physicians Committee for Responsible Medicine. Oni so ta predlog zakonski dali in ga seveda potem tudi ponosno objavili. Tako da, to je za odraslo populacijo, čeprav oni so napisali v vseh bolnišnicah, sem iskala, ni pa specificirano, ali to tudi za pediatrične oddelke velja, ampak to lahko kdo od vas razišče. To je zdaj tam. Namreč ob tem sem pomislila na vprašanje, ki so mi ga zastavili pacienti, ravno z razlogom, da je strpnost med nami seveda ključ do vsega in mi smo strpni tako do verskih diet in jih omogočamo v šolah. Zakaj potem starši nimajo pravice, če se pa oni odločijo imeti pa prehrano brez pšenice, brez glutena, pa recimo brez jajc, po enakem svojem prepričanju možnosti tudi za sebe urediti obroka. Torej, če zdaj na to samo dve možnosti damo, da je to zdaj brezmesna prehrana in raznolika prehrana, se bodo takoj pojavili pomisleki teh staršev, ki pa so iz drugih prepričanj zahtevali in želeli imeti prehrano, da imajo oni tudi enake možnosti in enake želje. Ali pa iz verskih razlogov, pa se ravno tako želijo imeti druge vrste mesa kot svinjino, naprimer, islamska skupnost pa reče, tudi mi plačamo prehrano in želimo, in posebej njihov argument, pa želimo imeti prehrano z drugim vrstem mesom. Torej imajo tudi oni svoje pravice. Torej zdaj komu dajati prednost, kako to strpno urejati, je velik zalogaj. Ja. Izvolite. Zdaj, če bi jaz še lahko komentirala, pač mi že 20 let na to opozarjamo, da v bistvu osnova bi bila, da pač vsi otroci dobijo pač ustrezna hranila in sicer, da bi bilo vsaj zagotovljeno, da ne dobijo prekomerne količine soli, prekomerne količine sladkorja, transmaščob, ker zdaj je to pač te smernice za šole, ki so, in sicer za prehrano vseh otrok, so tako napisane, da v bistvu ni zdaj zakonodajno obvezno in ni stroge kontrole, tako da tukaj, če gledamo zdaj celo populacijo otrok, se nam zdi največji problem. Potem to so pa potem še finese, zdaj kakšno prehrano si bo še otrok. Stališča celotne populacije je pomembno, da šolska prehrana te problematične vrste živil omeji pač na nek minimum sladkorje, transmaščobe in soli, da je dosti sveže zelenjave, sadja, da so kvalitetna živila in tako. Ker nekatere šole imajo že pač preveč industrijskih živil. Če ni, a je kdo drug? Ne, daj. Jaz ne vidim. Lahko da bova isto vprašala. No, daj pol pa Ne, vidi. pa ker nam Martin. Ja, jaz, moje ime je Polona Trudan Dobrin, sem z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Moje neko ožje področje ni toliko povezano z zdravo prehrano, ampak sicer z zdravjem in zdravstvenim varstvom za otroke in
spremljam pač te burne debate, tudi vem, pri nas moji sodelavci dobivajo veliko vprašanj z terena ali pa te na določenih krajih po Sloveniji potekajo vojne med zahtevnimi starši in šolskim vodstvom glede diet, glede zagotavljanja živil določenih, tako da to je zelo zahtevno področje. Tako je pa nekaj elementov, na katere mogoče pozabljamo. To, kar je bilo že poudarjeno, je, da je slovenski sistem šolske prehrane na izrednem nivoju v primerjavi z drugimi državami, ker imamo pač dele Evrope, kjer je to docela v domeni staršev. Se pravi, vedno pravimo, otroci preživijo cel dan v šoli in pri nas potem staršem zvečer ali pa zjutraj ni potrebno pripravljati te hrane za v šolo. Je za delovno aktivne starše to zagotovo velika prednost, ker imajo otroci v šoli zagotovljeno prehrano. Zdaj, če spremljamo rezultate meritev v športno-vzgojnih kartonih, lahko tudi ugotovimo, da se je zmanjšala podhranjenost med šolarji, kar je tudi na račun te prehrane. Šolska prehrana je zagotovo močan mehanizem podpore otrokom iz ranljivih družin, se pravi otrokom, ki sicer nimajo dostopa do zadosti količine hrane ali pa če bi bila hrana vsa po smernicah zdrave prehrane. Vedno se soočamo še s temi stvarmi, a lahko starši plačajo, ne plačajo, to je pač tudi velik problem. Pri nas se pa še nismo soočali s stvarmi, kot naprimer v drugih državah, kjer ugotavljajo, da so, ne vem, počitnice predolge, ker otroci med počitnicami nimajo dostopa do šolske prehrane, da so za nekatere otroke celo vikendi predolgi, ker nimajo dostopa do prehrane, šola pa jih podpira. In govorim to predvsem zato, ker je zagotavljanje prehrane za eno ustanovo, da zagotovi, ne vem, zadnjič je bilo za osnovna šola Logatec 38 vrst diet. To je tak napor za šole, da so ravnatelji, ki bi rekli, mi nočemo več te odgovornosti, mi hočemo, da gre prehrana ven iz šole, da je to stvar staršev. Mi pa moramo, in tukaj je ta vojna, ne, naša pravica, moja pravica, ali javni sistem, kaj je javno dobro. Vse te vidike moramo pri tem upoštevati. Tako da morda je en način nek opt-out sistem, da bi starši, ki se dejansko ne morejo čisto sprijazniti s temi stvarmi, nekako izstopili iz tega sistema šolske prehrane in potem to zagotavljali sami. Ne pa, da v bistvu s svojimi zahtevami nerealno obremenjujejo sistem, tako da poka po šivih in ogrožajo v bistvu neko dobrobit na pač populacijski ravni v tem pomenu. Tako da to, kar je skupina pediatri in pediatrov zdaj pripravila ta priporočila, to je izredno zahteven projekt, podvig in bo verjetno povzročil veliko nekih pretresov, ne, na posameznih področjih, tako da to je tudi ena taka stvar, ki kliče po sodelovanju med zdravstvom in šolstvom. Ne, to, kar smo malo pozabili ponekod, na terenu pa sreč še zelo dobro poteka, tako da upam, da bodo vse te stvari dobro potekale in da bo to tudi nekako uveljavljeno skozi te smernice za šolsko prehrano. Tako da se mi zdi super zadeva in verjetno je še polno takih stvari, ki bi jih morali na en podoben način urejati. Ja, jaz sem pa Jernej Brecelj, sem tudi pediater. Jaz bi pa rad opozoril na to, da mi se pogovarjamo o otrocih, ki nimajo možnosti odločanja. Ne? Oni se ne odločijo sami, kako bojo jedli in so odvisni od strokovnjakov, ne, ki jim svetujemo.
Jaz zelo verjamem v znanstveno medicino in sem tudi nekako prepričan, da je neka zdrava mešana prehrana, pač po študijah je to mediteranska prehrana, seveda čim bolj doma pripravljena, brez aditivov, tista, ki je najbolj zdrava, ob upoštevanju še seveda telesne dejavnosti in to za vse, ampak to je v bistvu otrok se sam ne more odločiti. Jaz mislim, da je zelo sporno nekoga pač prisiliti v neko vrsto prehrane in tudi zelo nevarno, ne. Seveda starši so tu zelo različno izobraženi, eni bolj, eni manj in pač na naši kliniki imamo kar nekaj primerov smrti otrok zaradi, bom rekel, veganskih staršev, ki so to zelo drastično uvajali, sicer ne vem, so tiste mame dojile ali ne, mislim, da dojile sicer so še, ampak verjetno naslednja stopnja pa že celo ta, da se že tukaj vprašaš, če bi ali ne bi, ne. Tako da ta vidik bi rad izpostavil, da tukaj moramo dati vseeno stroki besedo, ker tudi se ne pogovarjamo, recimo, ko gradimo viadukt, ne povabimo vseh raznih možnih verskih skupnosti in vsak se pol odloči, kako bi ta viadukt stal, ampak zaupamo inženirjem, ne? In tukaj je znanost na tista, na čemer mora temeljiti to vse in kadar se o teh stvarih kdaj pogovarjamo, imamo občutek, da se tudi pogovarjamo o zelo različnih svetovih, prehrana je mogoče malo bolj, bom rekel, taka, kjer so kakšne stvari niso tako zelo črno-bele, ampak so pa tudi področje cepljenja, pa ne bi se da rad vzbudil te debate zdaj, kjer recimo imamo prav lahko vtis, da se pogovarjamo kdaj z nekom, ki je čist na drugem nivoju, čist v smislu prav zanikanja znanosti, kot da bi se pogovarjali nekdo, recimo, ki verjame, da je zemlja ploščata in zemlja okrogla. Tako da, tle bi rad poudaril, otroci so od nas odvisni in pač mislim, da jih moramo tako hraniti, kakor dokazuje znanost z najboljša možna znanost in da verjetno niso otroci tisti, ki bodo reševali planet pred segrevanjem. Hvala za to mnenje, mogoče en izziv ravno za vas, pa za vse, ki razmišljate na ta način. Namreč vprašanje, kako starši vplivajo na prehrano svojih otrok in kako ta informacija prodre, če smem reči, v zdravstveno službo. Takole mi piše mamica veganka o tem problemu. Pravi, lepo pozdravljeni, s partnerjem sva vegana že dobro desetletje. Najin otrok je star slabih 15 mesecev, ni še bil bolan, je krepak in zvedav malček. Je pa tudi vegan. Da smo vegani, nisem povedala niti ginekologinji, niti pediatri. Nisem povedala, na tem je zdaj poudarek. Edina oseba, ki sva ji povedala, je bila patronalna sestra, ki je to sprejela kot čisto legitimno izbiro, saj je dojenček po začetni izgubi teže v porodnišnici, kjer tudi nisem omenila veganstva, čeprav sem izbrala takšno prehrano, začel skokovito pridobivati na teži in je še danes med zgornjimi 25 percentili. Pediatrinji nisva omenjala našega življenjskega sloga, ker se nama je zdelo, da bi imela s tem samo preglavice. Mimogrede, otrok je opravil vsa dosedanja cepljenja. Sva pa pediatrinjo prosila, če je kakšna možnost, da bi nam ob vstopu v vrtec napisala, da sin ne sme uživati mleka in mlečnih izdelkov, ker jih doma ne jemo. Odrezavo je odvrnila, da tega ne sme, da vrtec ni a la carte. Najin sin bo septembra začel obiskovati običajen vrtec, kjer se ne bo prehranjeval vegansko, saj te možnosti ni. Hkrati želiva, da v tej fazi življenja nobena hrana ne bi bila prepovedana, v narekovaju, bilo bi pa seveda super, če bi bila hrana v vrtcih bolj plant-based. To izkušnjo pošiljam kot anonimno, hvala za razumevanje. Kakšen odziv na to? Vidim tu Benedikt Dolnič Armada, pediatr, torej, če je mamica toliko časa že veganka, je morala uživati redne dodatke ali pa na koncu jesti normalno hrano, drugače nemogoče, ker vira B12 vitamina ni v veganski prehrani, tudi alge, naprimer, niso biološko vredne, se ne more B12 vitamin
presorbirati. In te dva otroka, ki sta na pediatriji umrla, ne, takrat v letih 96 do 2012 je bilo 9 otrok diagnosticiranih zaradi, da imajo hude težave zaradi pomanjkanja B12 in 2 sta umrla in sta bila oba dojena in starši niso upoštevali tega, da je dojenje, pravzaprav žensko mleko, kvalitetna prehrana za dojenčka samo, če je mati pravilno hranjena. Pa še to bi rekla, kako je pa pravzaprav to, ki je doktor Brecelj lepo povedal, da starši, to se zelo strinjam, se ne smejo zmišljevati, ne pa sami izbirati hrane, pa naprimer otroka nekako določiti, da bo imel vegansko prehrano. Ampak kako to preprečiti? Ne? Sej nimaš vpliva. Otrok je pri starših in to, da so v Kaliforniji, ne, s tem zakonom nudijo pravzaprav vegetarijansko prehrano pa običajno prehrano, ne. Drugih variant pa ni, ne. In tudi v Sloveniji se je to že kar popustilo, a ne. Druge diete se tudi upošteva, ampak da se bo upoštevalo zdaj vse izmišljotine staršev, tudi to, ne, na podlagi teh IgG protiteles, ki je potem ne vem koliko živil, vse na glutenu, ki imajo gluten, riž, krompir, jajca, vse mogoče, ne, in da naj to zdaj upošteva vrtec ali šola in se bo vse podrlo, in tudi neupravičeno bi upoštevale šole na podlagi takih testov, ki je dokazano, da so nesmiselni, ne, da je škoda denarja in časa, da delaš te teste, ampak v Sloveniji se to dela. V tem času se mi zdi kar en velik napredek, tudi informacijski napredek v naši družbi, hvala Bogu. Tako da vegani imamo svojo vegansko društvo in vse posod je informacija B12 je sestavni del prehrane. B12 se dobi zelo relativno poceni v vseh lekarnah, ki je veganskega izvora. Poleg tega pa se opazili, da v vseh trgovinah je vedno več te veganske ponudbe, da recimo Vio Life Sear, ne, ki je namenjen veganom, B12 že zraven dajejo noter. Tako da se trg tudi prilagaja temu, tako da jaz upam, no, da takšnih primerov smrti ne bo več. Mene pa zanima, koliko od teh mam ali pa staršev, ki komplicirajo te diete, ima svoj vrt in sami znajo kuhati svoj kosil in dajo vsak dan otroku zajtrk, preden gre, ne vem, v vrtec in kosil. To se mi zdi zelo pomembno. Vrt. Ja, Bog si ga vidi, ne? Ja, Bog si ga vidi. Tega ponavadi v namesi ne naučiš otroke vprašamo. delati pa štihati, ne? Če nam še tega ne povejo, kjeri so vegani doma, jih še manj vprašamo. Ja, včasih se pa tudi o vrtu pogovarjamo. To je pa res. Kdaj nam še skupen hobi. Ja, nazaj. No, bi se vključila, jasno, čutrupnik, upokojena pediatrinja. Bi se vključila na temo zaupanja zdravnik in starši. Meni se je torej, po nasvet obrnila mamica našega otroka, ki ima atopijski dermatitis. Pa se je kasneje izkazalo, da vsaj po raziskavah ni bil alergijsko pogojen in nekako so te stvari potem tudi kasneje se umirile, ampak takrat, ko je prišla z eno dieto, ki jo je dobila od bioenergetika. In zaupala, ne, hvala Bogu, zaupala. To so napisali, naj ne bi jedel tega. In jaz sem to kar veliko jedla, 2 vrstici in pol. In potem sem jaz rekla, ok, a ne, če je tole piše, potem pomeni, da ne bo smel jesti tega. Če je tole, potem ne bo tega. In jaz sem tole skušala pojasniti in na koncu rekla mirno. Zdaj pač, če menite, ne, da ga boste pa lahko prehranili s tem, pa mislite, da bo res v redu jedel vaš otrok. Mama je seveda že v očeh, sem prebrala odgovor, rekla je, ja, se pol mu pa nimam kaj dati jesti. No in to je ta težava, ki jo vidim, ne,
do tega, da je bil en drug otroček, ki je bil zelo debel, pa potem sem rekla, da je 12 let se mi zdi, da je bil star, prinesi en teden, napisala vse, kaj ješ. In zjokat sem se hotela, res zjokat. Bilo je 3-krat golaž z makaroni, drugače so bili pa kruh, makaroni, čips, pa nek sok ali Coca-Cola. Ampak to res vsi obroki. Tako da te res šokira. Ampak ti starši seveda prehranjujejo otroke tako, ker mislijo, da je v redu, pa tudi, ker imajo sploh toliko za jim dati, ne. Tako da, ja, zaupanje je nujno, žal, da pa včasih. Še eno vprašanje, pa boste pa vi, Gvaj? Sem Aleksandra Oberstar, zdravstveni dom Center Ljubljana pediatrija. Poslana sem tle od strani vseh kolegic, da dejansko naše goreče vprašanje rešimo, ne? Ker smo mi ti, ki pišemo pač potrdila, ne? Tako da se bo malo z filozofskega res na vsak dan naš, kako se reče, del obrnila in par enih stvari, ki bi vas vprašala, glede na to, ki ste rekli, da ste dali smernice. Zdaj za začetkom. Priporočila. No, priporočila, pač par sugestila, da vi to porinete tam naprej. Torej, slučajno v enem socialnem druženju z enim iz agencije za šolstvo, ne, smo zvedeli, koliko je katastrofalno majhna cena obrokov, ko se zagotovi vsakemu otroku. Ne. Ko mi napišemo, in mi je sam človek rekel, ko mi napišemo, da pač ne more alergija, zdaj govorimo osnovne, ne govorimo o vrsti prehrane, o prepričanju in tako ne, ampak dokazane alergije, da dejansko, kaj šola najbolj pogosto naredi, odstrani to. Ne da dovolj primeren jedilnik temu otroku, da nutricionistično dejansko dobi to, kar mu primanjkuje. In je rekel, kaj pričakuješ za evro, mislim, da je takrat bila cena €1,62. Ne vem, zdaj ne bom to vzemte, ker ne znam za to leto, za malce, takole bil, to je sigurno nekdo zna, ampak hočem povedati, ali v teh priporočilih je predvideno, da poraste dejansko znesek denarja, vem, da ne rabite to mi je jasno, ko bi v dan doktoralo, tako da. Ampak dejansko na en način ne gre drugače brez denarja, a ne. Z druge strani... Imamo tukaj za šolstvo, ne? Ja. Imamo tukaj odgovor iz prve roke, ker z denarjem in s financami se mi zagotovo nismo ukvarjali. Lahko drugi del vprašanja, se vrnem nazaj. Ja, kar. Aha, ok. To je, kar se tiče, torej moje vprašanje je bilo za, kako se reče, da ali je predvideno dvig dejansko denarja, glede na to, da se to prizadevamo, da otroci imajo top obrok, da vidimo, da socialna pač ranljiva populacija, da čakajo vikende, da pride v šolo, torej dejansko, če tle lahko kaj naredimo, ne. Druga zadeva, kaj mi se zdi, da je letos, to zdaj ne vem, ali na osnovi vaših preporočil, mi smo dobili dejansko septembra zdaj nova navodila, da ne smemo pisati nič drugega za potrebila za šolo, če ni dokazano. Tako da, ker je bilo ogromno tega, da so starši želeli, hoteli, veliko smo šli na roke in to, ampak dejansko naš zdravstveni dom, ko dejansko ima komisijo za potrdilo. Torej, ja, imamo komisijo za potrdila, to pomeni, da se točno ve, katera obrazec obstaja in da ga komisija vzame. To ne mislim, dejansko gre se za to, ali dejansko vse od sebe pišemo, ne, za vsak, kako se reče, za vsak, koga kaj, ali za izpite na fakulteti ali to, dejansko se točno zdaj se to standardiziralo, kaj lahko pišemo, kaj ne pišemo. Celo so se zakoni preverjali in ugotovili za določene take namene. In da dejansko moramo samo upoštevati dokazane alergije, dokazane medicinske indikacije. Torej, ali se tle kaj lahko, ker mi smo za to, da pač zaupamo staršem, da določene stvari, ko oni klinično vide, preden se sploh dokaže alergije, da dejansko že tle uskočimo. In da dejansko se dogaja to, da po dolgem času pride do tega, da pride na vrsto otrok in se testira in takrat se dokaže. Ampak v tem obdobju starši že opažajo. In ali imamo mi to možnost in to pač proste roke, da napišemo že potrdilo na osnovu kliničnega suma. Mislim, da ste videli na vrsti, ja? Glede drugega vprašanja, če lahko najprej odgovorim, ker če ste priporočila, ki smo jih posredovali vsem zdravstvenim ustanovam, natančno prebrali, da njih piše natančno razdelitev, da obstajajo potrdila, ki so trajna in jih izda lahko
vsa pravzaprav potrdila lahko piše specialist pediatr, ki je usmerjen v področje ali gastroenterologijo, alergologijo, za katero je sposoben, ali izbran zdravnik na podlagi izvida specialista ali pa za nekatera enostavna stanja po lastni presoji. To so natančno usklajena med 3 sekcijami, sekcijo za primarno pediatrijo, sekcijo za alergologijo in gastroenterologijo. Tako da smo natančno definirali, da na potrdila lahko pišejo za trajne diete samo specialisti z usmerjenimi znanji. Torej, za celiakijo morajo biti opravljene preiskave in potrditve strani specialista, pediatra, sekundarne ali terciarne ravni, medtem ko specialist pediater na primarni ravni lahko to potrdilo izda samo na podlagi njegovega izvida. Potem obstaja druga, je začasno potrdilo, ki je na podlagi presoje, lahko pri enostavnih stanjih, naprimer laktozne intolerance, na podlagi presoje primarnega pediatra. In tretja kategorija so potrdila, ki trajajo do pregleda pri specialistu usmerjenemu v področje, ki ste ga lahko sami predpisali na podlagi kliničnega suma, če ste s katerimikoli anamnestičnimi kliničnimi preiskavami ali laboratorijskimi parametri postavili sum na določeno obolenje. Tako da je to možnost, imate vedno, da začnete z dieto sami. Seveda ne v primerih, če sumite zdaj na celiakijo ali nekakve zahtevnejše diagnostične Dejansko vsa potrdila piše z vsakim šolskim zakonom. Celiakijo recimo trajno izda. Ampak mi moramo še enkrat... Ne več, tisto je lifelong, dokler nove obrazca menja. S temi priporočili... Ker mi ponovno kličemo na šolo, pa jim rečemo, Glejte, zdaj smo ta priporočila izdali, niso sprejeta še v smernice in niso zakonsko, ampak so priporočena in Ministrstvo za šolstvo je izdalo okrožnico, da nagovarjajo starše in jih naprošajo. Torej je samo za enkrat na nivoju prošnje. Če bojo imela višjo moč pravno, je potrebno zdaj to opredeliti z smernicami, zdaj v zakonu verjetno da ne, potem bo to edini obrazec, ki bo veljal, če bi bilo to v naših željah je, in potem bi res veljalo točno vsa ta priporočila in bi trajno bilo trajno, torej enkrat v življenju. In večina šol in vrtcev se tega drži. Organizatorji prehrane so izredno veseli, da so pridobili to možnost in se vedajo se začasnih in trajnih priporočil in diet. Tako da so to osvojili in zdaj pač, kar je nov začetek šolskega leta in nova priporočila, pridejo tudi kot trajne diete za to. No, jaz bi pa vseeno na ta priporočila eno rekel. Hvala Bogu, niso zakon. Priporočila so zmeraj priporočila. Naredili smo jih zato, da bojo v pomoč vsem trem vpletenim, da rečemo, deležnikom, ali kako se temu reče. Seveda, bolnikom, staršem njihovim, tudi zdravnikom, da se bojo lažje orientirali kdaj, kako, in ne nazadnje seveda organizatorjem šolske prehrane. Poskušali smo jih narediti strašno enostavno, strašno uporabno. Hvala Bogu pa, kot jaz rečem, niso zakon. Kar pomeni, imajo zmeraj neko širino. Nikakor Bog ne daj neko stvar zabetonirati, da ne obstajajo tudi odstopi, izjeme in tako naprej od tega. In ena izmed stvari, ki tudi moramo vedeti, to je obvestilo šoli. To je v bistvu samo uradno sporočilo, z ničemer pa ne zavezuje šole, da bi šola morala to zagotavljati. To je v življenju nemogoče zagotoviti, vam jaz povem. Zaradi tega, ker določene diete, ki seveda pridejo, si predstavljate dieta za fenilketonurijo, koliko ljudi v Slovenijo pa zna sestaviti? 3, in tako naprej. Določene so tako komplicirane, da je absolutno nemogoče to zagotoviti. Če bi jaz imel otroka, ki bi imel anafilaktično reakcijo, da dobi par molekul, pa gre v anafilaktičen šok, oprostite, v lončku bi si od doma nesel vse, tudi pribor in rekel bi mu, ne dotikaj se ničesar tam, tudi če se še tako trudijo, lahko pride do napake. Bodimo si na jasnem,
Vse te stvari imajo omejeno moč, uporabnost, moramo gledati na življenje realistično. In ker moramo gledati na življenje realistično, se jaz zelo strinjam za tisto vašo zadevo, da bi morala biti pravzaprav ta platforma odprta. To, da si lahko ljudje prinesejo iz zdravstvenih, nezdravstvenih in tako naprej razlogov stvari seboj v šolo in jejo to, kar pa želijo. Seveda, problem tega pa je, kot smo rekli, ta socialni vidik, da je ta zagotovljena šolska prehrana pravzaprav za en del otrok, šibkejših socialno ali pa s kakršnih koli drugih stališč ogroženih, pa najbrž zelo pomemben zdravstveni vidik. In ne nazadnje, tudi če govorimo o veganski prehrani. Jaz sem, kot sem povedal v prvih vprašanjih, veganska prehrana je seveda lahko v redu prehrana. Je lahko zdrava prehrana. Je pa zahtevna prehrana z zelo malo varnostnega roba. In vsi ti nesrečni primeri otrok, ki smo jih imeli, pa še veliko je pa malo manj tragičnih, ampak tudi otroci niso dosegli svojega razvojnega potenciala in tako naprej. Zakaj? Ker so ljudje to prehrano, da rečem, šalabajzersko izvajali. In zaradi tega je zelo pomembno, da se pravzaprav ljudje, ki se za to odločijo, ne bojijo posvetovanja strokovnjakov. Jaz bom sicer povedal, da se mi zdi z mojega stališča to neumnost, ampak mi ne bojo nič zamerili. Jaz marsikaj povem svojim pacientom, pa mi vseeno povejo od tega, da joint kadijo, do tega, kako se prehranjujejo. Zato, ker je to en odprt pogovor, pa ni potrebno, da se mi pravzaprav v vsem strinjamo in tudi jaz nikoli ne bom pacientu ukazal, kaj mora delati, ponavadi mu bom dal celo več opcij in si bo sam izbiral med njimi. Ampak mislim, da je zelo pomembno, da ljudje, ki se odločijo, ali pa so prisiljeni, če govorimo o zdravstvenih vidikih, obrnejo na strokovnjake. Da ti strokovnjaki, pa težko pričakujemo, da bo spet vsak od nas strokovnjak za to. Najbrž bi bilo celo fino, da se eni ljudje v to bolj usmerijo, da pridejo k njim, da ti ljudje vejo, kaj morajo ponekod pregledati, potestirati, na kaj morajo biti pozorni in da grejo potem tudi k strokovnjakom, ki jim bojo znali svetovati, kako pa naj to prehrano, ki, kot pravim, absolutno ni enostavna, če jo hoče zdravo sestavijo, da pri tem škode ne bojo naredili. V to etično vprašanje, ali pa kako starši se odločajo, kaj bo njihov otrok in kako bo jedel otrok, veste, to je pa zelo težko vprašanje. Potem se lahko tudi vprašamo, se lahko starši odločijo, da bo iz verskih razlogov uprezali svojega otroka ali ne. To je jasno. Ja. To smo izdelali že mnenja. Jaz bi samo vprašala profesor Fiedler-Mist, ali obstaja podatek o tem, koliko je v Sloveniji strokovnjakov, ki bi lahko svetovali glede prehrane v šolah na tem nivoju, da se pripravlja zdrava prehrana za skupino veganov. A je kaj strokovnjakov te vrste v Sloveniji, ki bi jih recimo mi lahko priporočili kot na nekem seznamu in šole jih lahko kontaktirajo? A to obstaja sploh? Zdaj tako pripravljenega seznama teh oseb, ne da bi jaz videla. Takrat, ko so bili ti smrtni primeri, smo imeli Derčeve dneve na to temo in smo par člankov napisali, predavanja in ti se lahko služi kot gradivo in tako, ampak zdaj, koliko je pa oseb, ki bi pa to v praksi res obvladale. Verjetno je še tukaj treba kar dosti izobraževanja in tako, kar se tiče sestaviti dieto, kako jo pripraviti in vse, tako da... Torej, če bi se šole hotele posvetovati, se pa bom na ministrstvu besedo, sem prav razumela, da ste v tam, ampak če bi se šole hotele, se pravi odločile poiskati nekoga, ki bi tu svetoval, naletijo na težavo. Prostite, tle pa jaz mislim, da je tako, težko, da bi mi zdaj rekli, da bomo imeli pa 3, ki bi za celo Slovenijo pisali in vse šole bi od njih jedilnike dobivale. Jaz mislim, da to je... Ja, gledajte, jaz si zelo to težko predstavljam. Jaz mislim, da šole morajo delati na dolgi rok s tem, da bojo imele ustrezne prehranske svetovalce, ki bojo imeli to znanje. Šole, najbrž večje, bojo že z tržnega razloga
ponudile te opcije, jaz ne vem, če je vegansko, ampak sigurno brezmesno, ja, ker je populacija dovolj velika, se na vse zadnje to posel, glejte. Na vse zadnje je brezglutenska hrana posel, na vse zadnje je, kako ste vi rekli, vegetable based food posel, a ne? In ne nazadnje danes šole marsikje tekmujejo za učence, ne? In to je nekaj, kar ti lahko ponudiš v svoji ponudi pravzaprav kot en bonus, kot izbor, imamo tudi to. Je pa res, da pa pričakovati, da bo pa vsaka majhna šola z 200 učenci lahko zagotovila prehranskega svetovalca, profesionalnega, ki bo vse to lahko pravilno načrtoval, skeptičen sem v to. In da bo lahko pričakovali, da bodo od 3, ne vem, 4 usposobljenih dobivali iz cele Slovenije te načrte, tudi skeptičen. Tako da najbrž v nekih sredinah je to mogoče organizirati, v nekih sredinah bojo pa najbrž mogli od doma si priskrbeti take načine prehrane. Sam med pridno redam besedo tam, mi imamo v okviru NIJZ ali pa ne vem, neka prehrana.si, kaj že je? To je MZ po mojem, MZ NIJZ. Pa šolski lonec. Do tega še pridemo, ampak obstaja neka, zdaj pa žal mi je... Prehrana.si je spletni portal, Spletni portal, ja. Spletni portal, kjer so dejansko osnovne informacije tako za strokovni kader po vrtcih, šolah, tudi za splošno populacijo, se pravi vsak starš lahko gre gor, pa si marsikaj prebere v prehrani, tako da to obstaja, ja, da je to projektno. Odlično, ne? In če bi tam bili zvočni jedilniki za šole? No, če lahko to komentiram, moj ime je Danka Đukić, sem z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in sem ena izmed 9 ljudi, ki obiskuje po Sloveniji osnovne šole, vrtce, srednje šole in spremlja kakovost vrtčevske prehrane, seveda po določenih kriterijih, ki jih imamo postavljene za to. Tako da zdaj, ko poslušam to debato, se mi je več misli utrnilo, ampak jaz mislim, da je tukaj zelo veliko etičnega vidika, da se mi kot država odločimo, kaj je tisto, kakšna bo prehrana, koliko sredstev v tej prehrani na državnem nivoju posvečamo, zato ker ko poslušam tako različna mnenja, skušam se postaviti vlogo vsakega in videti, kaj je možno narediti, da ne da je nekdo teptan, ampak da je možno vsakega upoštevati. In potem se vedno konča pri financah. In to tudi jaz, ko hodim po terenu, po šolah, vrtcah, zelo lepo vidim. Res je to, kar ste omenjali, pediatri pogosto napišejo nekateri, da ne bom krivična, tudi potrdila o tem, da otroci ne smejo uživati konzervancov, ne smejo uživati svinjine iz zdravstvenih razlogov. Verjamem, da smo vsi ljudje, tako pediatri kot vsi ostali, tako da tukaj je zelo različnih praks v realnem življenju in tudi to, kar je gospod Orel omenjal, ta priporočila niso zakon, to je nekaj, kar je nekako prepuščeno, če jih bo kdo upošteval ali ne, je tudi dvorezen meč. Kajti organizatorji prehrane, ki so tisti, ki morajo poskrbeti, da je vsak dan na mizi šolski, tako zajtrk, kosilo, malica v skladu s tistim, kar so otroci naročeni, mora tudi imeti konkreten podatek o tem, a mora za tisti dan ponuditi otroku dietno prehrano, a mora ponuditi prehrano, ki je brez svinjine, pa jo je izdal pediater. In kar je še pomembnejše trenutno, ko ste vi že obveščeni, da se je na tem področju uredilo, da ste predstavili 14 medicinsko induciranih diet, če se ne motim. Med drugim je tam tudi ena alineja drugo, kar je spet vprašanje, kaj je to drugo. Verjetno se bo še vedno našel nekdo, ki bo nekaj napisal in organizator prehrane, ki si močno želi, da dobi neka strokovna navodila oziroma da je stroka tista, naj bo to medicinska stroka, ki bo tukaj na nek način pokazala neko smer in mu dala neko zeleno ali rdečo luč pri tem, je tukaj zelo trhlih tleh, ker obvesti starše, to se zdaj dogaja, po šolah, po vrtcih je šla okrožnica, da obstaja seznam medicinsko induciranih diet in so to organizatorji prehrane vzeli kot nekaj resnega, so začeli starše obveščati o tem in jih prositi naj prinesejo nova potrdila in se najdejo starši, ki pravijo, mi tega ne bomo storili, ker so to verjetno tisti starši, ki želijo prehrano v skladu z bioresonančno terapijo, v skladu z določenimi IgG telesi in tako dalje. Tako da jaz bi tukaj zelo želela, da se odločimo, ali se bo upoštevala res
medicinska stroka in se bo to, kar vi pravite, hvala Bogu ni zakon, mogoče bi moral biti zakon, ker potem se lahko reče, tako je v državi, ker imamo toliko in toliko sredstev na razpolago in lahko vsakodnevno takšen obrok posameznemu otroku omogočimo. In tukaj zelo govorimo vsak svojega vidika, vsak verjetno svojega strokovnega stališča. Tudi jaz sem živilski tehnolog po osnovni stroki, zelo v zdravstvene vode usmerjena, ampak moram reči, sem tudi starš. Moram reči, da ugotavljam, da se ne da gledati samo z enega zornega kota. Samo zornega kota nekoga, ki ima pravico kot vegan ali vegetarijanec, ki želi, da se mu ne kršijo pravice, kot tudi ne samo zornega kota organizatorja prehrane, ki bo rekel, če sem jaz zelo suverena oseba, bom zagovarjala svoje stališče svoje šole pred starši, da otroku ponujemo samo takšne možnosti prehrane, ne vse ostalo, kar se izmišljuje, ker v končni fazi to ni a la carte možnost, ne. Tako z vidika starša, ki si želi mogoče, da je za njegovega otroka bo varno v šoli, ker ima njegov otrok alergijo, pa ne bo zato en drug otrok, ki bo sam prinesel svojo prehrano, ker nima možnosti, da dobi kontrolirane prehrane v šoli, zato ogrožen. Tako da tukaj bi rada opozorila na te pomembne vidike, no, ki jih zagotovo ne more rešiti ena oseba, se pa treba o tem veliko pogovarjati, pa mislim, da moramo predvsem gledati to, kakšna bo prihodnost na področju šolstva, na področju družbe kot celote, ne pa samo to, kaj trenutno zdaj rešujemo. No. Hvala. Hvala za ta vidik. Je še kdo iz, mogoče prav iz Ministrstva za šolstvo? Alenka Pavlovec iz ministrstva, sem se že prej javila. Jaz pravzaprav se že dolga leta ukvarjam s to prehrano na ministrstvu. Z zdravjem zelo veliko sodelujemo, smernice smo skupaj začeli razvijati in tako stroka je seveda naredila svoje. Jaz bom, da ne pozabim, najprej gospe odgovorila v zvezi s ceno. To, kar ste vi slišali, ni čist res. Ker zakon o šolski prehrani govori, da je malica, ki je hladna za učence, to je premostitven lahek obrok, celo ugotavljeno je, da ponekod preveč močna, je 80 centov je predpisana cena. Ostali obroki, ki jih šole pripravljajo same šole delajo ceno, povprečna cena kosila je približno 3,60 3,60 je, ker imamo te podatke mesečno, ne, pri nas, ki izbiramo, in v srednji šoli je topla malica 2,42. Tako da ni tako malo, ne, to so pač zdaj te okviri, to da ne pozabim. Tako da v teh okvirih pridajo šole, pač, ker tam, kjer imajo ekonomsko ceno, se pravi razen malice, vsi ostali obroki. Ni bila moja poanta kritika na ceno. Ne, ampak govorim, da se ne da vprašanje. Za tako majhno ceno. Za otroka, ko ne more dobivati to, kar dobivajo vsi, ali lahko da taka vrsta prehrane in prepričana sem, da košta več. Glejte, saj ravno to sem hotela povedati. Cena, torej, tukaj vidim, ker sem opazila, da mogoče je tudi treba malo pojasniti zakonske osnove, ker vidim, da ljudje različno razmišljajo, pa tega ne poznajo. V sistemu šolskem, jaz bom govorila zdaj v osnovni šoli, ki je najbolj pravzaprav taka pereča in so starši in vsi najbolj na ta del, je malica edini obrok, ki je obvezen. To je državni, pravzaprav bom rekla in rekovaju. Za malico šolsko plačamo tudi delovno silo. Za vse ostale obroke so ekonomski program in šole lahko ponujajo ali ne. Ni šole, ki ne bi ponujala kosilo, 80% otrok nam že je kosilo, s tem imamo velike težave v zadnjem času, ker do 5 let nazaj je bilo približno polovica otrok, ki je jedli. Kuhinje nimajo več kapacitet, ne samo kadra, velikosti kuhinj so nekod premajhne, jedilnice so problem. Veliko problemov je, ker je to tako naraslo, to so pač potrebe take, ampak vse ostale 3 obroke pač šole same, glede na potrebe in zmožnosti pripravljajo in tudi ceno določajo. In tudi nekatere šole imajo dražje obroke nekoliko za neke druge, kot je tisto osnovno. To je odvisno, kakšne možnosti ima šola, da pripravlja, tako da vsaka šola to po svoje dela. To sem hotela povedati okrog teh cene in teh priprav. Kar se tiče smernic, edine od smernic prehranskih v Sloveniji, ki so zakonsko
ki ima podlago v zakonu, so smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. In ni res, da diete niso obvezne, so. Vendar pri malici, to pa zakon o šolski prehrani tudi pove. In tukaj bom spet povedala naše izkušnje. Torej, zakon o šolski prehrani pravi, da malica mora biti, ker je obvezen obrok, ki ga mora šola ponuditi, mora tudi za vse, torej zdravstvene diete, za vse ostale obroke, tudi zdravstvene diete ni treba. Zakaj ne? Ravno zaradi tega tukaj imamo civilno iniciativo blazno močno, kjer hočejo to, kar ste vi omenjali, in podobne diete, kjer želijo, da so obvezne, ker pri nas, jaz se upravičujem, pa bom povedala svoje mnenje, smo zašli s konceptom človekovih pravic tako, da je postal škodljiv, kajti vse je samo moja pravica, mene ne zanima drugo koncepta družbene prehrane, ki mora poskrbeti ni, in zaradi tega se bojim, da bo v kratkem zrušil ta sistem, ki je dober, zaradi vseh zahtev, ki so. In tako da... Zdaj, mi se strinjava, samo prav, to je zakonsko. Ne moreš zakonsko. tega, jaz celo odkrito mislim, da ne moreš vsake še tako zahtevne diete za malce zagotoviti. So gotove, ki so tako zahtevne, da jih Točno tako. razen res ljudi v Sloveniji ne zna pravilno napisati. In šole se ubadajo s tem, ni to edini problem, da jih šole ne znajo narediti. Poglejte, tukaj je hasap, tukaj je, ne vem, človek, ki ni na šoli, si ne predstavlja, kakšen problem je pripravljati prehrano. Mi imamo kup podružničnih šol s 5, 10, 15 otroki in tako naprej, ki je udarjenem. Dogajati se nam je začelo, da za redno prehrano je težko zagotavljati, recimo, topli obrok, kaj šele za dieto, ki je, recimo, mora šola pripraviti. Ne pripeljajo kuharice, nekatere nosijo v vrečkah od doma, kar je proti vsem zakonom. Skratka, tukaj smo v stisko spravili že zdaj tako šole, o tem se premalo govori, ker slišimo samo določene skupine, da mene skrbi, kako bo naš sistem zdržal. Z vsem ostalim, jaz sem še danes slišala vprašanje, zakaj pa ne delate tega, pa tega, pa tega, 5 menijev. Ne, zato ker v Sloveniji so pravice in res ne moramo. Mi dobivamo skupine tujcev, vedno več s prehranskimi posebnostmi, verskimi takimi in drugačnimi, in šole več tega ne zmorejo. In je res točno to, kar smo slišali. Enemu rečeš ja, meni pa ne boš ugodil, to se pravi, skašno, moja pravica je ravno taka kot enega drugega. Zato smo mi prosili že dolgo časa, da se te stvari, kar je medicinsko utemeljeno, nekako spravi v neke okvirje, zato ker pri teh stvareh gre pa za varno okolje, ki ga pa šola mora ponuditi otroku. In še tukaj so take težave, tako kot ste vi rekli, da se bo nekdo zmotil, da bi vi sami. Glejte, nam hodijo kuharji na bolniške, zaradi tega, ker se točno to tudi dogaja, ker jih starši tožijo, ker potem starše ne zanima, se je zmotil, ne vem, jaz sem tak tip, da tega ne bi naredila, ampak nekateri komaj čakajo. Tudi v zvezi z obrazcem se je začelo dogajati, na šolah prihajajo starši, ne bom s tem obrazcem, zato in z odvetniki hodijo v šolo, ali pa celo pooblaščajo odvetnike in ti starši več sami ne hodijo v šolo. Torej tukaj šole so zdaj poligon za to vrstne zadeve, ne bom rekla, da so v večini, ampak to so močni starši, finančno močni starši in drugače močni starši. In šola ima dovolj, da ima enega takega starša. Mislim, situacija je res pereča na šolah. In to moram iz tega vidika povedati, sem hvaležna, ker sem pričakovala, da bo slišala tako kot v večini, ne vse bo planil po šoli, ampak je tukaj dosti odprta debata, mi je zelo všeč, ne. Jaz nimam nič proti raznim alternativnim prehranam, ampak v družbenem sistemu, kot je to res težko zagotavljati. Jaz vam povem osebno, sem bila vegetarijanka, oziroma morala bi jesti meso, sem ga pljuvala kot otrok, pač drugi sistemi vzgoje so bili, ampak v nekem trenutku pa nisem več, ker je moje telo začelo nekaj drugega potrebovati. Jaz mislim, da to je pač moje osebno prepričanje in kaj jaz doma kuham je eno, ampak kaj pa možno zagotoviti, je pa drugo. In druga stvar, ki je, še vedno ni prepovedano, da bi starši nosili hrano v šolo. Ampak, kaj se nam v tem konceptu pravic
samo pravic, brez dolžnosti dogaja. Ravno pri teh hudih alergijah, recimo, ne, kjer so šoki in tako naprej, je seveda velik problem to, če prinese nekdo nekaj s sabo, ni treba, lahko so to vreščki, tako naskrivaj, šola ga ne sme niti pregledati, otrok nič, stisnili smo jih čisto kot, in bo doživel on otrok, ki je bolan, šok. Kdo bo odgovoren? Šola, ne tisti, ki je prinesel. Šola, ker ni zagotovila varnega okolja. Govorim o pravnih normah, a ne? In zdaj se nekatere šole zaščitijo tudi tako, da od staršev želijo, kar jaz mislim, da je prav, da želijo, če imajo recimo takega otroka, lahko zagotavljate svojo prehrano, ampak morate podpisati, da odgovarjate, da ne bo tega in tega v tej prehrani. Starši so začeli klicati, ja, tega pa jaz ne bom, to je pa prevelika odgovornost. Mislim, na tem nivoju smo in zaradi tega je to velik problem in tudi fizično je nemogoče zagotavljati toliko diet in drugič še toliko alternativnih prehran. Zaradi tega mislim, da bi se morali mi vrniti v res te osnovne okvire, kar je družbena prehrana, in jih skrčiti na to, kar je sploh še možno. Ker bomo verjetno najboljši sistem v Evropi, res, ker ga drugi hodijo gledati. Tudi strokovno smo ga toliko spravili z vsem tem delom zdravstvenem stroke, a ne, da se vsem izobraževanjem, z povezavami z NIJZ-jem, ta sistem, ki se je vzpostavljal, a ne, da so se šole, to se gradi, to ne moreš zakonsko, kakor smo naredili zakonsko, je res, da to mora biti, ampak sistem se gradi pa leta, ne, da se to vzpostavi, vse vemo, ne, ampak tukaj smo ogromnih korakov kot država Slovenija, mislim, ne, naredili, ki se mi zdi, so dobri in ki jih tako, ki gledam, že spremljam, si rečem, joj, pa se je veliko premaknili. In me je groza ob misli, da bi se zaradi takih stvari res zrušil sistem, ker šole so na robu zmožnosti. In zaradi tega vam povem, da so tudi vegetarijansko prehrano začeli ponekod ukinjati, ker imajo ravno vedno več teh skupin alternativnih, ki želijo in ker ne morejo reči, vam ja, vam pa ne. Mislim, in zato marsikakšna šola več ne more tistega, ker bo prišel z odvetnikom drug starš, ki bo to želel. No, ne vem, tako, toliko o enem. Jaz sem še eno vprašanje. Zdaj, ko ste pripravili ta seznam teh medicinsko indiciranih diet, me zanima, kakšen bo postopek za tiste, ki so že bile recimo od prejšnjih let sprejete, ne vem, za leto, za nazaj, oziroma v tem primeru, ko starši ne želijo do izbranega pediatra oziroma specialista z tega področja po novo potrdilo, ker pač ne želijo, da se ukine dieta. Kakšen bo protokol? A šole naj se obračajo na pediatre? Boste pediatri sami, tako kot v vašem primeru to delate, ampak jaz mislim, da je to izjema v zdravstvenem domu, da se sami pediatri obračate na šole, če sem prav prej razumela. Ker zdaj organizatorji prehrane sprašujejo, kaj lahko naredijo. Oni so starši obvestili, da je prišlo novo priporočilo, ki se ga oni kot šola bodo držali in prosijo za pač prevetritev teh diet. Ali, mislim, ta protokol me zanima, no, kako jim svetovati organizatorjem prehrane. Vprašanje smo pravkar dobili iz strani NIJZ-ja. Ja, jaz dobivam tega vprašanja. Ja, in smo ga potem tudi ustrezno odgovorili, da bi zaenkrat, dokler to ni v smernicah, a ne, to so priporočila, ki jih žal ne moremo reči, da so zakonska podlaga in tudi s pravnimi normami potem ne moremo s pomočjo odvetnikov, če starši prihajajo, tu ne zdrži, da so obvezna. Trenutno, ne? Ko se bodo pa smernice potrdile. Če bi bila obvezna, sem jaz osebno proti. Zaradi tega, ker to bi pa res šole zaklali. Po domače povedano, da bi ti naredil, da je to obvezno. Ne, to je nasvet. Je fajn, da je to neko potrdilo, ki je enotno, da ne more vsak prinesti svojega listka od nekje z spiskom želja, da je tu le nek nabor najpogostejših in realnih diet in tisto, kar je izven tega, mora pa res podpisati specialist tiste dejavnosti, a ne, izven tega nabora ranga 10 relativno enostavnih zgodb. In lejte, jaz mislim, da z nekim rokom, ne, seveda ti ne moreš reči jutri prinesti potrdilo ali pa ne boš več
te ne bomo več upoštevali kot diet, ampak z nekim pametnim rokom se reče, lejte, zdaj pa v roku 3 mesecev pa vi neko potrdilo, prinesite to zadevno ali pa te zgodbe konec. Jaz mislim, da je to edini razumen in čisto človeški pristop. Pa še tako je, da smo svetovali, da se povežejo organizatorji prehrane z zdravnikom, ki je potrdilo napisal. To je pa najboljši način komunikacije in tudi spodbujamo komuniciranje med organizatorji prehrane, starši in zdravniki. Tudi vedeli boste, ali je to zdaj zaradi res stroge diete napisano potrdilo, kaj je bila tam alergija, naprimer razlog, a ne? Ali so zdaj bili pod pritiskom staršev, ko so takrat napisali. Tako da je to res malo za ovrednotiti, ker imamo tudi priporočila, ki so jih napisali, potrdila, brez rdečih živil, brez svinjine. To vidimo, ja. To so potrdila, ki so jih napisali, zato tudi na zdravniški zbornici mislim, da je mesto in je tudi iz naših vrst prišla pobuda, da v opravljanju nadzora zdravnikov poteka svetovanje in pregledovanje izdajanja teh potrdil. Vemo, da so, tako kot pri proticepiteljih, zdravniki, ki pač klonijo in delajo na željo staršev, tako kot jih je potem starš prepričal. In enako bo tukaj lahko se dogajalo, da se bodo zbirali pri nekom, ki bo pač pisal potrdila. Tako da zdaj, dokler je tu tako, kot so priporočila, je najboljše, da se obrnejo na zdravnika, ki je potrdilo napisal in se z njim posvetujejo in pogovorijo. Druge rešitve jaz ta hit ne vidim. Mi smo dali šolam okrožnico z navodili, ker večina šol seveda je imela vsako leto so starši prenašali, se pravi, večina je tako funkcionira. In smo dali navodila šolam, da tisti, ki imajo, ki so že prenesli pred tem obrazcem, zakaj vedeti morate, da se na šolsko prehrano v šoli praviloma prijavljaš junija za naslednje leto. In takrat tudi preneseš potrdilo. Da tisti, ki so ga že, da naj šole ne zahtevajo novih potrdil. To mene čudi, ker potem pomeni, da okrožnice niso brali. Ker naša okrožnica je v tem smo napisali. Pač, veš kaj, bom jaz poslala mi za to okrožnico, da boste me zaveslavači odgovarjali. Jaz sem prebrala okrožnico, ampak vseeno organizatorji prehrane te stvari sprašujejo, ker želijo vedeti, ali so popolnoma suvereni lahko na tem področju, ali lahko upoštevajo to kot sveto resnico zdaj, kar je prišlo ravno v tem odnosu do staršev, ki potem pač pretijo, da bodo prišli z odvetnikom, zato če se njim ne bo njihovemu otroku zagotovil obrok, ki je tam na potrdilu zapisan, čeprav recimo iz tistega seznama teh medicinsko induciranih diet, te dejansko ni notri, ne, oziroma so take, ki seveda ne obstajajo. Nimamo kategorije drugo, to niste zdaj prav navedli, ampak so druge kronične bolezni. No, potem pa tako. To je pa čist nekaj drugega. Tako da to smo najprej mislili napisati drugo in smo ravno zaradi tega, da ne napišemo kar tako, kakršnokoli stvar, rdeča živila, naprimer, ampak so druge kronične bolezni, ker jih nismo mogli naštevati vseh. Ravno tako kot je alergijska individualna, kjer so napisane druge diete, ki jih morate upoštevati, če pa so dokazane, ne teh osnovnih 10. Lahko malo povzamem. Zakonsko je torej obvezno, da vzgojno-izobraževalne ustanove pripravijo obrok malica. Ja? Hladna malica. V osnovni šoli je hladna, srednja šola je topla. Torej malica, ki jo plača država. Ne, delovno se plača država, pa subvencije se potem. Prav. To ima pol otrok na zastonjance, ko so na področju Slovenije. Prav. Torej, to je nekaj, kar je dobro, o tem se najbolj vsi strinjamo, kar določeni skupini otrok zagotavlja, da sploh pridejo do nekega kakovostnega obroka. Vsi ostali obroki so pa opcijski. In niso pravica, ki izhaja iz nekega zakona, ampak so ponudba šole. In koliko mi pišejo nekateri starši, recimo, mislim, da smo omenili Valdorfsko šolo, tam imajo možnost, če bo kolega vedel, veganskega oziroma vegetarijanskega obroka. Nekatere, najbolj ne vse. In zdaj, kot izziv, če bi na državnem nivoju
poleg teh medicinsko predpisanih, indiciranih, torej diet, uvedli 2 različna menija vsak dan. Se pravi, na eni strani vse jedega, da poenostavim, na drugi strani na rastlinah temelječega, ali bi to bil problem. To idejo sem dobila seveda s tem zakonom kalifornijskim, ne? Ampak ali bi to bil problem, če bi se ta možnost odprla? Tle pa jaz le rečem, da ste vi pristranski. Kot ste v začetku povedali, imate konflikt interesov. Pač Kalifornija je to sprejela, morda še kdo bo, najbrž marsikdo ne bo, lahko bo kdo tudi prepovedal. Ampak stvar je pač v tem, ravno v tem zagotoviti vsem enake pravice. In če zagotoviš eni skupini posebni pravice, potem se bo najdlo 10 drugih posebnih skupin, ki bo rekla, zakaj pa jaz nisem deležen enakih pravic. Jaz sem absolutno zato, da če te možnosti so, je lahko ponudba široka, vsak se lahko tržno obnaša, zaradi mene se lahko šola obnaša kot hotel in trži svoje usluge. Ampak zakonsko nekaj predpisati, kar je neizvedljivega, oziroma kar bi ekstremno obremenilo, ena stvar, ki se mi zdi pa zelo pomembna, je pa poštenost. Če daš neko pravico nekomu, jo moraš dati tudi drugemu enako pravico. In ne moreš reči, lej, jaz bom dal pa ekstra pravico muslimanom, recimo, Židom je pa ne bom dal, ne. Sorry, to pač ne gre. Na rastline temelječa prehrana bi bila dejansko primerna za vse, ki ne jejo mesa. In če gre to za en majhen obrok, ker je zakonsko določen majhen obrok, oziroma v srednjih šolah malo večji, se mi to ne zdi neizvedljivo. Ampak to je samo kot nek izziv, o katerem bomo premišljali, tudi na podlagi izkušenj iz tujine, ker doma jih še nimamo. In razmišljam pač v tej smeri, seveda pristranska iz tega vidika, kot sem sama povedala. Zdaj, čas teče, mi smo predvideli 90 minut uradnega pogovora, seveda ga lahko še malo podaljšamo. Lahko ga podaljšamo v tem sedečem položaju, lahko ga podaljšamo v sprehajajočem položaju. Nekaj malega smo pripravili za prisotne, da se še o prehrani kaj pogovorimo, zdaj pa je na vas. Če so še vprašanja, ki bi bila za celotno občinstvo, če so kakšni zaključki, ki bi jih veljalo poudariti ali sprejeti, besedo na dan. Ena, dva. Jaz bi vprašala, če je v celi Evropi tak cirkus. Ne. Ne, če nimate Ker nimajo malce. Imamo rezervacijo. Mi smo imeli en mali fatek, nama se izjavili, imamo vse Mi smo tukaj za zgled. Ne, ker ljudje potujejo. Jaz nekaj povedam, jaz sem bila prej. Res je to. Pač sem samo reči, ker govorite o tom, v vašem zakonu o Kaliforniji. Jaz mislim, da to ni aplikabilno trenutno na tleve. To je v bolnici, bolnica mora tole ponuditi in to je zakon. V bolnici koliko je dni ostane nekdo in plača tole, ali njegovo zavarovanje, ali nekdo drug, ali od direktnih žepa. Govorimo zdaj o vsakdnevni, kao se reče, ko ste gledali recimo osnovnošolske menije, to je koncept, zelo dober koncept je narejena. Vi imate tudi to na spletni strani, kako je to, vidite, da nekdo je to razmišljal, kako dati malce, tudi šola, ko gleda, tudi te obvezne obroke, kaj malce in kuhane obroke. Se vidi, da je dejansko predvideno, da tedenska prehrana je recimo vzela vsa možna živila, koja so preporočena z našo piramido. To, koliko prešiči pojejo na Dolenjskem, ko otroci ne pojejo, to pa nismo se pogovarjali, koliko so otroci izbirčni, kljub temu, da so starši odkljukali. Jaz govorim prešiči zato, ker vem, kdo odkupuje od naše šole. Tako da je dejansko šola se spomnila, da celo to hrano sama pač prodaja za nekaj smešen denar, ampak koliko otroci ne jejo tega, to danes nismo dotaknili. Kljub temu, da je lepo odkljukano. Tako da to, da pač zakon, ko je absolutno se jaz strinjam, da bolnica to ponudi in 3-4 do ne vem koliko dni je nekdo na tej prehrani, pač ima to zagotovljeno, ampak vsak dan, celo šolsko leto,
ne vem, za kateri denar in kdo bo to doplačal, pa ne govorim samo o denarnem, jaz se absolutno strinjam, da vsi morajo biti. In dejansko sem se pogovarjala z direktorom naše šole, ravnateljem, takrat, da ko smo se pogovarjali o teh verskih, da absolutno oni to morajo zagotoviti, ampak ali to zdravnikom, da mi pišemo to se pa ne strinjam. To smo se, zelo je bila takva, ali je to zdravstvena indikacija ali verska in ali smo mi ti, ko pišemo te zadeve. Verska je gotovo ne. Hočem povedati, ali veste, kako smo mi to morali razmišljati, kako narediti in zaščititi otroke? Oprosti, kolegica. Jaz sem povedala nekaj, ne vem, sej mogoče drugi tudi to veste, nekaj časa sem živela na Nizozemskem in lahko sem povem, kako tam zgleda. Ob 8 zjutraj pridejo otroci v šolo in ne dobijo nobene hrane. In ob 12 grejo iz šole in ob 2 morajo biti v šoli nazaj. In v tem času jim mora nekdo zagotoviti kosilo. In to so lahko matere ali kdorkoli, največkrat so to matere, to je tudi tehten razlog, zakaj ne hodijo večinoma v službo. Ker nihče ni za otroke od 12. do 2. ure ne skrbi. In nobenim ne bo dal nobenega kosila niti nič. In ob 2 so spet vsi pri pouku do 4 popoldne in ob 4 se jih pride iskati v šolo. Pa je tudi toliko problemov. In nobene hrane, ja. Nobene hrane ne bo nobenemu otroku nihče dal, ne država subvencionirala, ne nihče. In sploh ni teh problemov, seveda so pa drugi hiteri. Še Japonce povem. Moja hči je zdaj 1 let preživela na Japonskem, tako da jaz sem precej v vzhodni Aziji informiran. No, na Japonskem je potekala ravno kar razprava, a naj uvedejo prehrano v šole ali ne. Seveda razmišljajo podobno kot mi, da je to socialno dobro, da bo otroci nekaj zdravega pojedli. No, ampak večinsko mnenje ljudi je bilo, da ne. Otroci si prinesejo od doma za cel dan v takih menažkah, štalašcah, in način, kako starši pokažejo ljubezen do svojih otrok, je, da čim boljše in tudi čim lepše pripravijo tisto hrano, tako da to ne morete verjeti, ko ti odpre suši, Miki Miška in tako naprej ven padejo. In oni pravijo, da je to pomemben del pravzaprav odnosa staršev do otroka, skrbi staršev do otroka, da starši poskrbijo za hrano svojega otroka in da to ne bi bilo dobro iz socialnega vidika, da bi družba prevzela ta pomemben del družinskega življenja. Torej, zanimiva razprava, bom rekel, v kontekstu tega, kako mi razmišljamo. Ja, izvolite. Jaz bi samo dodala, da če imamo v Sloveniji to osnovo, da imajo šole v glavnem skoraj vse kuhinje in tako in sigurno je fino za otroke, da imajo topel obrok in vse in to ogromno naredi tudi za preventivo, če imajo otroci zdravo prehrano, tako da jaz bolj zagovarjam stališče, da bi bilo fino kvečemo še kaj dodatno vložiti v to prehrano otroka, če jih zdaj toliko več tudi uživa tople obroke, ne pa da bi zdaj razmišljali, da bi še to zmanjšali. Ker dolgoročno je vsem to naložba za zdrave otroka in mladostnikov, čim bolj zdrava prehrana. Ja, jaz bom pa tako, Slovenija slovi po visoki zaposlenosti žensk. Zdaj, ker smo na zdravniški zbornici, da bi kolegice pa še, ne vem, po noč sušije delale, da bi bile najboljše, še tudi na tem področju, tega se jaz ne bi šla, čisto prostodušno priznam, da moji otroci so zrasli večinoma na šolski prehrani, ker če gledamo vnos živil preko dneva med navadnimi ljudmi, kjer starši delajo, je to dejstvo. Tako da mislim, da je ta sistem zelo dober, močen socialni korektiv tudi tako da to tukaj zdaj se spopadamo s tem drugim vidikom, z otroško debelostjo in kako otroci pokurijo to prehrano, ki jo zaužijajo. To je ta drugi vidik, upam, da bo šola tudi uspešna pri teh 1 ura zmerne do težje telesne dejavnosti dnevno, da se ta vnos energije tudi porabi. Tako da to je, zdaj si predstavljate, ker vse mame ne bi bile tako super pridne, kaj bi tisti otrok od šole odnesel, če bi tam bil brez hrane cel dan. Tako da
premalo cenimo stvari, ki jih imamo. Ne, sej, tako da in ljudje se ne zavedajo. Ne. Na Japonskem ti lahko torbico ali pa denarnico pozabiš na vlaku, pa boš čez 2 dni nazaj domov. Tako da so zgodbe drugačne. Samo eno izkušnjo iz Amerike, ker je moj sin obiskoval državno osnovno šolo, poudarjam državno, kjer so imeli šolsko kosilo. In šolsko kosilo je bilo samo po strežni restavraciji, kjer je bilo vsak dan na razpolago roka 3 meniji plus solata. In je ta jedilnik bil na spletni strani te šole objavljen. In je ta meni stal $4,50. Tako, za naše pojme recimo sprejemljiva cena. In ko smo otroka pisali v šolo, so nas poklicali v tajništvo in so rekli, vi prihajate iz socialistične, komunistične države, verjetno imate kakšne finančne težave, če dovolite, bi vam mi pomagali, ne? In vam ponujamo, pa ste ameriška državna šola, in vam ponujamo, če seveda pristanete na to, da bi vaš otrok jedel to kosilo za $1,50 na dan. Tukaj prosim podpišite. Takrat so že imeli te kartice, s katero so otroci vstopali v to jedilnico in na tej kartici se seveda ni videlo, koliko smo mi plačali za kosilo, ampak samo, da je kosilo plačano. In na ta način se je pač otrok tam prehranjeval, ne. Jaz to samo ponujam kot neko izkušnjo iz drugega konca sicer kapitalističnega sveta in seveda tam je bilo jasno, da nobena mama ne bo v času od 12 do 2 prežela otroka, ampak ali pa pripravlja doma hrano, ne, to je pač nekaj še najbolj podobno naši situaciji, kjer so mame ali pa smo mame bile zaposlene in je državna šola šla na ta način naproti. Subvencije so v bistvu nekaj podobnega, kot jih imamo tudi pri nas. Pri nas imamo malico zastonj, ima več kot pol otrok zastonj in sigurno tretjina otrok kosilo brezplačno. Ja, se pravi, ta subvencija je, da se najbrž bi nam dali tam tudi zastonj, če bi, ne, ampak oni so nam to možnost ponudili. Ampak jaz mislim, da Amerika tudi ni primerljiva, ker pač tako je, pri teh primerjavah je prvič treba delati stvari bolj celostno, ker tudi v bolnici za zavarovanjem plačaš take vsote, da greš, tudi ne more iti noter, kar pa nas ni in tako naprej. In treba te družbene zadeve gledati v celoti. In druga stvar, ko pa govorimo o primerjavi, kar bi bilo bolj Evrope, pa se ponavadi pogovarjamo o tem, da vsak ve, v tej državi je pa tako, tole pa boš tako. In spet en vsek ali pa ena država. Gledati treba vse države, sisteme, kar se za to nudi. To je pa malo težje in to pa ljudje tudi ne pogledajo, ne? Ker tudi v evropskih državah ponekod je pa sistem tak, da imajo otroci znižano ceno ali pa kakorkoli, ampak morajo pa mame za to oddelati v kuhnah. Pri nas se teh socialnih, ki smo tako občutljivi, ne čuti, ne? Se tudi ne ve. Pač na položnici nimaš in konc, otrok pa dobi, ne? Tako da tukaj je treba res bolj celostno pogledati, če bi hotel primerjave delati, ne samo en sekvan, ker potem se to izkrivijo lahko podatki, ne? Ampak res, mi imamo dober sistem in si želim, da bi ga ohranili, me pa zelo skrbi, če ga bomo lahko, če bomo želeli še več, ker pol enkrat hočejo stvari in ti ne gre več. Se s tem zelo strinjala, ker jaz res mislim, da tako organizirano in dobro šolsko prehrano, kot jo imamo, bi morali ohraniti. In na podlagi teh individualnih želja lahko vse to uničimo in res moramo se zavedati, da imamo visoke standarde, ki jih moramo ohranjati. Zato jaz ne bi popuščala in šla v takšne ponudbe vseh možnih, ker je že staršev, ki to zahteva že samih preveč. In se konflikti samo se še dodajajo. Če vi ponudite 2 možnosti, bo 10 drugih prišlo. Tako da ohranjati ta enovit, za vse enak in tukaj ni potem družbenega razslojevanja, da se potem res
enako prehranjujejo vsi, tudi za otroke, iz čustvenega, socialnega vidika je to dobro. Lahko misel. Zdaj, vegani smo, ne, in jaz se bojim, da nas bo vedno več. Tako da mi smo že tukaj. In tudi, če greste v trgovine, se vidite, vedno več veganske ponudbe je. Tako da zdaj je vprašanje, ali bo šolski sistem šel z nami ali ne. Jaz razumem te dileme glede biorezonančnih metod, pa glede teh IgG preiskav. Te grejo na zdravje, mi pa gremo na filozofijo, pa na odnos do življenja, kot sem rekel. Zdaj je seveda to vprašanje tudi družbenih vrednot, kakšne vrednote bomo imeli mi kot družba, pa je to širši kontekst. Žal smo v takšnem sistemu, kot smo, in to je, da če želimo imeti hrano vegansko na šoli, hitro naletimo na tega prehranskega strokovnjaka, ki se obrne, ki govori, ki citira te smernice, kjer je ves čas imamo hrano živalskega izvora. Ne? In ko ste rekli, da otrok nima možnosti izbire, ne? Če ga starši prehranjuje vegansko, nima tudi možnosti izbire, če ga prehranjujejo vsejedsko. Pa lahko govorimo o tem, že svetovna organizacija je govorila o tem, da rdeče meso povzroča raka. Paradajz je že povzročil v preteklosti, se spomnite. Ja, gledajte, ampak treba je vedeti, kaj vse v teh živilih je. Tako da meni se zdi zelo dragoceno, profesor Orov, kar ste danes rekel, da veganska prehrana je lahko čisto ok, če je dobro planirana. Zdi se mi, da imamo mi krasen sistem z temi kontrolami pri pediatru in če se bo vzpostavil nek zaupen odnos, da bojo starši vedeli, da bo njihova izbira spoštovana, bojo o tem tudi govorili pri pediatru in potem bo pediater lahko tudi kontroliral krvne teste, ne, da bo pravočasno prepoznal, če bo kajkoli narobe z vegansko prehrano pri tem konkretnem otroku. Tako da meni se zdi krasen predlog, da bi bilo možno ponuditi ob vsej jedi prehrani, pa vseh dietah možnih tudi rastlinsko prehrano, konec koncev se muslimani tudi lahko vegansko prehranjujejo, recimo ob četrtkih, ko imajo ostali otroci svinjino, pa lahko se takrat muslimani prehranjujejo vegansko, ne, pa ne bojo v ničemer prikrajšani. Zdi se mi dobra, odlična ideja, da bi bil recimo v sklopu te vašega kotlička SI, ali kak je že te spletne strani, da bi bili pač eni prehranski strokovnjaki, ki bi naredili dobre veganske menije. To danes ni noben problem v času naše informacijske družbe. No, ampak ste lepo povedali, ampak jaz mislim, da tisto, pa moramo vendarle in v dobrobit šolam reči, ne pa to kot obveznost postaviti. Je lepo, če lahko ponudijo, jaz mislim, da vsak se bo tržno obnašal in če bo lahko ja. Drugače pa jaz mislim, da še zmeraj lonček, ki ga prinesete seboj, tako kot če žal tudi komu, ki bo si mogel zagotoviti kakšno dieto, ki jo bo težko zagotoviti na tem nivoju, si jo bo prinesel. In odgovornost, kaj bo ta otrok pojedel, je tudi odgovornost staršev. Ali bo to adekvatno, ali to ne bo adekvatno in neodgovornost šole. To se mi zdi ful dobro, samo da ne sme biti. Samo da to ni. To je nesporazum. Mislim, da noben nisem kol prepovedal. To sem jaz povedala prva, da to ni na voljo in po zmožnostih šole to pripravljajo. Je pa zelo veliko staršev, ki je padlo v ta nesporazum, pa tega ni razumelo. Nesporazum je v tem, kar je tudi javnost planila, zdaj pa se ne sme, ni res. Šola nikoli ni bila obvezna, da je pripravila kakršnokoli drugo prehrano kot to, kar je po smernicah, ki so obvezne, in diete tudi tiste, kot sem rekla, so obvezne, ker so smernice za malce tako. In šole so zato šle in še gredo na roke, ker pa, ponovno bom rekla, saj sem prej pravzaprav skoraj pol ure govorila, ampak bom ponovila, ker pa imajo eni in drugi in tretji ljudje,
ki jih je vedno več in enake pravice, šole več marsikatera ne zmore zagotavljati samo enemu, ker se ravno ta drugi razburja. Jaz pa nimam te pravice in šola tega ne more. Zato se nekatere šole temu odpovedujejo, ker ne morejo več tega, ker je vsega preveč in ne more biti ena skupina privilegirana. Tukaj je težava. Nekatere šole sploh ne morejo zagotavljati drugačne prehrane, ker nimajo pogojev tudi prostorskih, ne kuhanj. Tukaj so ene zelo težkem položaju, o tem ne bi več govorila zdaj, ampak tukaj so težave. In kako naj šola reče, tebi ja, tebi ne? Dovolite mi, da tudi zaradi ure zaključim z eno mislijo, ki so mi jo sporočili veganski starši. Želimo si, da bi bili pediatri osveščeni z aktualnimi študijami glede prehrane, da bi spoznali vegansko prehrano in tudi znali svetovati, kako znotraj teh okvirov skrbeti za zdravje otrok. Zavedam se, da obstajajo veganski starši, ki niso dovolj osveščeni in lahko resno ogrozijo zdravje otrok. Tem bi bilo super pomagati. Torej, mislim, da je to eno sporočilo osveščenih veganskih staršev, ki se zavedajo, da je to lahko resen problem in bom rekla povabilo k temu, da bi se ta pot zaupanja odpirala in da bi lahko pri svojih pediatrih dobili tudi nasvete glede prehrane. Zdaj s to mislijo bi jaz zaključila ta naš uradni del. 2 uri sta minili, kot bi mignil, bi rekla. Mi pa lahko ostanemo še na klepetu o tem, kar nam je naš hišni hostinec pripravil. Hvala vsem sodelujočim in upam, da bo ta posnetek tudi kmalu na voljo na spletni strani zbornice, da se bo lahko ta naša razprava, bom rekla, širila med vsemi, ki danes niso mogli priti, tudi med pediatri, ki so že na poti ali pa so že celo v Portorožu. Tako da hvala, profesor Orov, hvala, kolegica Hela Žindež-Črelič, hvala, profesor Nataša Fidler-Misli, hvala. Miloš Židanik, začetnik, pobudnik te zgodbe. Hvala vsem. Thank you.